Hvaležno pozdravljeni, danes nekaj besed in pravzaprav opozorilo za vse tiste, ki uporabljate mehčalec in detergent. V le-teh se namreč lahko nahaja precej hormonskih motilcev. V moji družbi je zdravstvena trenerka, lepo pozdravljena, dobrodošla, in trenerka za hormone Simon Godina. Torej, te stvari motijo naše hormone. Ja, predvsem te dišave v teh praških, še posebej te mehčalci, s podaljšano svežino, ta kemikalija, ki podaljšuje to svežino tega parfuma, ki tolče v nos, vsaj meni. To je ta najslabši hormonski motilec. Tako da je boljše, da je to neka svežina, da je zunaj to obešeno, da so neki sveži, magar sivka ali karkoli, da so neke naravne dišave. Čeprav tudi za aromaterapijo se ne sme pretiravati, lahko tudi kot kontra učinek. Ampak res ta podaljšana svežina, jaz sem bila enkrat na enem predavanju, ko smo imeli za hormonsko neravnovesje, pa so nam te praške, pa to cela zgodba predavali, in še posebej te dišave, ker v bistvu te dišave so tiste, ki so hormonski motilci. Saj potem, ko si nekako že dolg časa tako zdravo živiš, ti prav tolče v nos, prav čutiš, da ne štima vonj. Mene moti to, dobro, da nimam sosedov, ampak da to jaz voham, tisto meni je to, ali pa na kakšnem, ki mimo pride na obleki, to... Preveč. Ja, že od nekdaj to ne prenašam. Tudi mene so učili, kozmetika, ki diši, je že nekaj narobe z njo, oziroma je že mogoče preveč vsega. Ampak dobro, velikokrat smo slišali v oddaji tudi strani Sanje Lončar, kako pomembno je recimo začimbe, da zberemo vedno ekološke, zaradi tega, ker ne ekološke so lahko zelo, zelo škodljive. Očitno je ista oziroma podobna situacija tudi pri čistilih. Zdaj, testirale si tele ekološke kapsule. Bombice, ja, fine. Bombice, ja. Kako so se odnesle? Fajn je, ker so tako že dozirane. Všeč mi, ker ni bil tak močen von, da tisto močno diši, ampak je lepo, prijetno. Pa lepo opere. Ker zdaj tako je pri teh naravnih čistilih, je tudi problem, da niso vsa prirejena za stroj. Tako da tudi to je lahko problem, se preveč penijo in potem stroju dajo v bistvu signal, da je poln vode in niso primerna vsa. Tako da mora biti pač profesionalno narejeno. Tole pa je tudi ko po sestavinah se vidi, da je primerno za te stvari. Tako da ni, da bi si sami neka čistila dajali pa notri. Tako da je boljše, da je to profesionalno narejeno. To bi jaz priporočal. Tudi te, ki so za stroje. Jaz sem se dosti tem ukvarjala, ki pač servisirajo in tako dalje. Celo piše na stroju gor, da ni za ta, da se treba paziti pri teh raznih zadevah, se preveč penijo domače. Zdaj, jaz imam tale mehčalec, pa nasploh nano uporabljam in kar se tiče pralnega praška oziroma tekočine in tudi mehčalca. Nisem še uporabljala teh dejansko blazinic. Kaj, daš to dejansko v boben? V boben daš, ja. Že če zelo umazano daš dve, saj je napisano, če pa ni, pa daš eno. In se lepo premeša in lepo. Odlično. Opere. Brez hormonskih motilcev. Brez hormonskih. Kaj pa tle dišava, tega nisem, kaj pa tle noter dišavaca? Tale je navdih narave, pravijo, da je temo. Tako da krasne zadeve in predvsem tudi všeč mi je biorazgradljiva vsebina in tudi reciklirana plastika. Tako da gledamo celostno. Torej, evo, mi smo nakupovali brez hormonskih motilcev vse te stvari na prema.si, tam si lahko pogledate tudi sami in bodite pozorni, to so malenkosti, ki naredijo veliko razliko.